Spoštovana gospa predsednica, dr. Nataša Pirc Musar, spoštovani akademiki, spoštovani kolegi in kolegice SBC Kluba slovenskih podjetnikov, spoštovani gostje, dobrodošli na našem 4. festivalu. Ko se vsako leto srečamo na festivalu podjetništva, vedno znova začutim, zakaj je naš podjetniški svet nekaj posebnega. Vsak izmed vas nosi svojo zgodbo vztrajnosti, tveganja, poguma in odgovornosti. Vsi vemo, da nobena podjetniška pot ni lahka. Ampak kljub vsem izzivom, mnogim težkim trenutkom in verjetno tudi neprespanim nočem, ostajamo tukaj s to misijo, ker verjamemo, da ima naše poslanstvo in naše delo smisel. Da svojim delom in poslanstvom puščamo sled in gradimo prihodnost ne samo zase, ampak za vse, predvsem pa za naše zanamce. Ko spremljam dogodke v državi, me že nekaj časa spremlja vprašanje in bolečina, ki mi nikakor ne da miru. Kje in kam so izginile naše sanje o ustvarjanju? Tiste sanje, zaradi katerih smo nekoč tvegali, vstajali zgodaj ali sploh ne šli spat, verjeli, da s trudom in s poštenostjo lahko spreminjamo svet in nizamo uspehe. Ko smo vsak od vas, vključno z mano, gradili svoje zgodbe, nismo razmišljali niti o politiki, niti o birokraciji, niti o davkih. Razmišljali smo o idejah, o produktih, o ljudeh, o prihodnosti. V tistih časih so bile naše sanje dovolj močne, da so nas vodile čez vse ovire. Imeli smo preprost cilj biti boljši, ustvarjati vrednost in dajati delo ljudem, ki smo jim zaupali, da bodo doprinesli na naši poti. Vse to smo delali brez občutka, da bi lahko prišel čas, ko te nekdo kaznuje, ker si uspešen. Imeli smo občutek, da gradimo novo državo, ambiciozno, povezano, uspešno in polno prijateljstva in ljubezni. In kaj je bilo najlepše takrat? Verjeli smo, da ima ustvarjalnost smisel. Danes, ko stojim tukaj pred vami, pa imam občutek, da smo te sanje na tej naši poti nekje izgubili. Ne zato, ker bi pozabili delati, ampak zato, ker nas enostavno okolje vse bolj omejuje in potiska v neke okvirje, ki so za nas bistveno pretesni. Ko poslušam svoje prijatelje in kolege v SBC Klubu slovenskih podjetnikov, imam občutek, da so razočarani in čutim neke vrste naveličanost. Ne od dela, ampak od občutka, da smo kljub uspehu vedno znova
na udaru tako od dnevne politike kot od medijev. A je to normalno, da se moramo opravičevati za to, ker nekaj znamo, ker nekaj imamo, ker nekaj ustvarjamo na pošten način? Imamo družbo, v kateri je uspeh sumljiv, napredek in uspeh pa skoraj da nezaželen. Namesto, da bi kot narod slavili tiste, ki delajo, ustvarjajo, ki so uspešni, jih vsakokrat in pogosto postavljamo pod vprašaj. Nažalost ima takšen odnos do podjetnikov tudi politika. In tako počasi, kot reče moja mama, mic by mic, izgubljamo to iskrico, ki je nekoč poganjala Slovenijo in vero, da je ustvarjanje nekaj plemenitega. Žal naši mladi ne sanjajo več, tako kot smo sanjali mi, da bi kaj ustvarili. Sanjajo o tem, da bi odšli drugam, kjer so boljši pogoji in kjer je njihov trud cenjen. Ne verjamejo v to, da lahko pošteno delo premaga sistem, ki pred našimi očmi nagrajuje povprečnost in kaznuje uspeh. To vam iskreno povem, da me zelo boli. Smatram, da Slovenija zna več in da Slovenci zmoremo več. To dokazujete vi, to dokazujejo naši športniki, naši intelektualci in še marsikdo, ki ga tukaj nisem omenil. Ko se ozrem okoli sebe, okoli svojih prijateljev v klubu, vidim same čudovite zgodbe, inovacije, majhne, a prodorne ekipe, polne energije, družinska podjetja, ki z neverjetno predanostjo ustvarjajo svetovne izdelke. A vse to počnejo kljub državi in ne zaradi nje. In to je tisto, kar moramo spremeniti. Nočemo, da nam nihče ničesar ne podarja. Želimo samo to, da imamo poštene pogoje, stabilnost, predvidljivost in malček spoštovanja. Želimo, da politika in država razume, da brez nas, podjetništva in delovnih mest ni napredka in ne bo prihodnosti. Ko danes govorimo o prihodnosti Slovenije, je potrebno imeti v mislih, da poleg tehnologije, umetne inteligence, digitalne preobrazbe, če želite, moramo govoriti tudi o ljudeh, o vrednotah, o ustvarjanju in vse to se začne v naših srcih. Svet se z neverjetno hitrostjo spreminja, a človek ostaja tisti, ki daje konec koncev smisel vsemu temu napredku. Podjetniki smo tisti, ki te spremembe peljemo naprej, in mi smo tisti, ki moramo iskrico sanj o ustvarjanju zopet prižgati. Žal tega ne bomo nikoli dosegli kot posamezniki, zato potrebujemo skupnost in dialog. Potrebujemo pogum tudi takrat, ko to ni najbolj popularno in je treba spregovoriti. Da stopimo skupnost kot skupnost podjetnikov, ki si ne konkurirajo, ki si pomagajo
in spoštujejo ter predvsem sodelujejo. Da se zavedamo, da moč posameznika pomeni moč skupnosti. Marsikateri od vas, dragi kolegi, vem, da se danes počuti ujetega nekako v začaran krog birokratskih absurdov, oderuških davkov, pomanjkanja kadrov in konec koncev povrh vsega še škodljive politike. A že večkrat smo pokazali, da znamo in zmoremo, in prepričan sem, da bomo tudi tokrat. Če smo kdaj imeli razlog, da moramo verjeti v svoj potencial, ga imamo zdaj, danes, tukaj. Naša dolžnost je, da ne izgubimo tistega, kar nas je nekoč delalo posebne, vere v delo, znanje, v poštenost in ustvarjanje. Da spet vsak od vas začne sanjati, ampak ne o begu v tujino, ampak o gradnji prihodne, uspešne naše ljube Slovenije. Slovenija žal ni velika o ozemlju. Imam veliko prijateljev po svetu, ki reče, da smo mi pocket size country. Smo pa inovativni, pomembni, prijetni ljudje, polni znanj in sposobnosti, zato izkoristimo te naše adute. Zdaj je čas, da vrnemo spoštovanje do ustvarjalnosti, da podjetništvo postane ponos in ne stigma. Da se zopet spomnimo tistih dni, ko so sanje o uspehu premikale gore in da jih še vedno in lahko znova. Prav te sanje smo podjetniki oblikovali v naš skupni program Uspešna Slovenija, ki bo danes tudi predstavljen, ki stremi k temu, da bo lahko v naši prekrasni Sloveniji vsak posameznik do popolnosti uresničil prav vse svoje potenciale. Hvala vsem v klubu, ki ste prispevali ogromno svojega časa, znanj in ideje pri pripravi programa, pa ne gre to za tiste, ki ste program po stebrih vodili, ali za člane, ki ste nam dajali konstruktivne pripombe in ideje. Če bomo delovali tako tudi v bodoče, skupaj in iskreno, če bomo znali stopiti onkraj zavisti in delitev, potem ne bomo več narod preteklosti, pač pa bomo narod prihodnosti. Zato vas še enkrat na tem mestu prosim, ne nehati sanjati. Ne nehati verjeti v ustvarjanje, ker tam, kjer ni sanj, ni prihodnosti. In če obstaja kdo, ki lahko te sanje zopet prebudi narodu, smo to mi, podjetniki. Letos imamo na festivalu rekordno udeležbo in prvič se je zgodilo, da nismo mogli sprejeti vseh, ki so se želeli udeležiti našega srečanja. Naš klub je močan kot še nikoli. Na to sem kot predsednik zelo ponosen.
Zato pazimo nanj in mu vsak od vas pomagajmo po najboljših močeh. Vsem, ki namenjate klubu svoj čas, predvsem pa mojima podpredsednikoma po abecedi Igorju Akrapoviču in Marku Bitencu, ki praktično dnevno usklajujemo stvari, vsem članom upravnega odbora, ki sedijo tukaj, članom nadzornega sveta, senatu in pa vsem novo izvoljenim regijskim predsednikom se v mojem osebnem imenu in v imenu vseh članov zahvaljujem za nešteto volonterskih ur, ki ste jih namenili, da je klub tak, kot je. Zahvaljujem se vsem zaposlenim, ki se vsak dan trudite, da je naš klub najboljši in ki ste organizirali ta današnji prekrasen dogodek. Vsem v dvorani želim prijeten in nepozaben današnji dogodek. Hvala lepa.